Zdravo, jaz sem Anže in to je podcast Tehnična podpora. Že spet ne vem, zakaj sem s tako jakostjo rekel tehnična podpora, ampak tako je življenje. Danes ena tema, dejansko kar pomembna, oziroma tak mejnik v računalništvu, bi človek rekel, saj za vse ljudi, ki uporabljajo Appleove izdelke, in pa potem še širše o Appleovi konferenci. Ne? Zdaj smo imeli OpenAI, Google in Microsoft, zdaj pa še Apple in njihov WWDC oziroma World Wide Developer Conference. Na koncu bo par odzivov še o epizodi o e-bralnikih. Anže, kam so ti pa ljudje napisali te odzive? Tja, kamor lahko napišete vprašanja? V obrazec, vprašaj Anžeta s klicajem, ki je v zapiskih, in pa pridite tudi v Discord. Je tudi povezava v zapiskih. Ok, zdaj pa ta novica, ki se sliši nekako takole: jeseni bodo Appleove naprave govorile slovensko. Govorile ravno ne, ampak vmesniki bodo v slovenščini. To se bo zgodilo tako na iOS-u, se pravi iPhonu in iPadu, kot na macOS-u. To je res velika reč. Mac obstaja že od leta 1217, nekje sredi 80-ih. iOS, se pravi saj iPhone, je pa prvič prišel ven leta 2007. Do zdaj je bila situacija nekako taka, da slovenščine enostavno ni bilo, bilo je podprtih res kar peščica jezikov. Res tisti mogoče največji in pa par takih izjem. V naši regiji recimo je bila podprta hrvaščina. Zdaj, zakaj ta odločitev, res pojma nimam, ampak tako se je nekdo takrat pri Apple odločil. Za kontekst, Windows, ne, oziroma operacijski sistem okna in pa takrat Microsoft, ki se je res trudil recimo po državah in si je takrat v Sloveniji slovenske izpostave Microsofta oziroma vsi deležniki takrat so vsi izborili, da so bila okna 95, že mislim, da kakšno leto ali pa mogoče leto in pol po izidu že v slovenščini. Bom dal v zapiske eno sliko, ki jo je objavil računalniški muzej v Ljubljani, pač škatle, oken 95, še enkrat, 1995 je to, ko se bila že v slovenščini, medtem ko pri Apple v slovenščini ni bilo ne duha, ne sluha. Neko pozivanje Apple, naj že enkrat podpre slovenščino, ne, obstajajo že leta in leta, ampak sistemske rešitve, se pravi rešitve, ki bi bila zapečena v operacijski sistem, pa pač ni bilo. Do zdaj. Na to stanje je res da opozarjalo več ljudi, ampak dokler se ni dejansko zganila država, in to je mogoče ta moment, kjer se to poveže z prejšnjimi epizodami tehnične podpore, ko smo govorili o kdo toži Apple. Kdo toži Google? Kaj dela Evropska unija na podlagi regulacije in vsega tega? To je praktično ista zgodba, kar se mene tiče dokaj žalostno, ker jaz sem včeraj sicer preveril in to je rekel, da moramo omeniti, Matejo Praprotniku, sodelavcu, ki si je nemudoma namestil beta različico. O tem bom še govoril, počakajte, in ker je hotel videti, kako bo izgledala slovenščina. In potem sem šel do njega in so pač preverjali druge jezike, ne, ki so vedeli, da jih prej recimo ni bilo. To je recimo srbščina. Sva izbrala srbščino na njegovem telefonu, se pravi za iOS 18 beta, in je bilo še vedno vse v angleščini. Spravi, Apple je dejansko dodal le slovenščino, mogoče še kakšen drug jezik, res toliko ne vem, ampak saj v regiji recimo, ne, se niso odločili, bomo celo regijo pokrili, ne, samo slovenščino. Zakaj? Zato, ker je Slovenija sprejela novelo zakona o javni rabi slovenščine, kjer piše, da morajo imeti vmesniki slovenščino. To zdaj bom zelo skrčil, ampak to je res ta ključen moment. Jaz si težko predstavljam, da je karkoli drugega vplivalo na to, ker zdaj sem že videl par zapisov, vsi smo opozarjali, ne vem kaj, ampak jaz mislim, da se te tehnološki velikani zganejo dejansko samo takrat, ko se neke državne oziroma naddržavne, tukaj govorimo o Evropski uniji, entitete, preko zakonov z njimi začnejo ukvarjati. Kar je še vedno dokaj žalostna situacija, ker nobenega razloga ni, zakaj Apple slovenščine ne podpira že leta in leta. Zdaj je bila to neka slepa pega. Mogoče nas Tim Cook ne mara. Jaz ne vem, po pravici povedano je dosti vseeno. Jaz tukaj ne gre samo za to, da smo mi lahko užaljeni kot nek majhna država, manjši jezik, ne, da nas Apple ni požegnal. Google ve za Slovenijo in ve za slovenščino, Microsoft ve za Slovenijo in ve za slovenščino. Tudi Apple se mi zdi, da si, kako je že ta pregovor, pljuva v lastno skledo, ker ne podpira slovenščino, ker na ta račun bo absolutno dobil še kakšnega uporabnika, ki se zdaj Apple ni umislil le in popolnoma zato, ker ni imel slovenščine.
Tako da jaz res ne najdem nekega pravega, logičnega razloga, zakaj tega niso počeli, in potem to žalostno dejstvo, da jih je v to prisilil šele dejansko zakon, ki ga je sprejel parlament Republike Slovenije. Jaz mislim, da tisto, kar je mogoče pozitivno, je to, da je bilo očitno dovolj, če je samo država to sprejela. Ne. Je pa res, da se je to zdaj zgodilo v tej klimi, ne, ko se EU ubada z Applom, ko se posamične države, večje države kot Slovenija, recimo, ubadajo z Applom, in se mi zdi, da Apple zdaj skuša pogasiti tudi te manjše požarčke, zato da ne bo izpadlo, kot da nam je pa vseeno za vse in mogoče na ta način nekako sprostijo pritisk nase strani regulatorjev. Tako da ja, jaz sem super novica, res super novica, da bojo Applove naprave imele vmesnike v slovenščini, hkrati pa res očitno edina pot, da pridemo do živega, ne, se temu reče, tem tehnološkim velikanom, je preko zakonov, regulacije in vsega ostalega. Tako da ja, tudi takrat, ko so zakoni mogoče malo slabše napisani, kot je recimo akt o digitalnih storitvah v EU, to niso neki pogromski zakoni, ampak nujne zadeve, ker so ta podjetja več kot, bom kar rekel, več desetletij delala praktično brez pravil. Ok. Če se to slovenščino pač ne bi zgodilo, bi jaz imel samo oddajo o WWDC, oziroma World Wide Developer Conference, ki je, kar se mene tiče, najboljši Apple event. Vem, da večina ljudi bolj spremlja tiste jesenske, ko dejansko pridejo ven novi iPhone in kakšen nov Mac in vse ostalo, ali pa mogoče pomladne, ko pridejo ven novi iPadi in mogoče kakšen nov Mac. Mene pa vedno najbolj zanima prvo WWDC, ker tukaj Apple nekako predstavi, kaj se bo novega dogajalo v njihovih operacijskih sistemih. Tukaj se tudi vidi, kam bo približno Apple šel, in ker je Apple res tako veliko podjetje, tako uspešno podjetje, vsi ostali dejansko kar sledijo njihovi poti, kolikor lahko, seveda pa tudi Apple jemlje od drugih, ne? Zdaj jemlje je močna beseda, dobi inspiracijo od drugih, recimo od Googlovega operacijskega sistema ali pa karkoli pri Microsoftu ali pa Samsungu in vseh ostalih podjetjih, ne? Tako da je meni to vedno zabavno gledati. Zdaj, mogoče, zato ker prvič govorimo o temu, en tak kratek, grobi pregled, kaj sploh je ta konferenca in pa zakaj je pomembna, pa predvsem zakaj se večina reči, ki se bo na tej konferenci izvedelo, ne pride v javnost prej. To res je konferenca, ki je namenjena razvijalcem, ki delajo na podlagi Applovih operacijskih sistemov. Spravi za tiste ljudi, ki delajo aplikacije za iOS, za iPhone oziroma za Maca, vidijo, kaj se bo novega, to potem cel teden praktično trajajo šola, oziroma fakulteta mogoče, take seanse z Applovimi inženirji, ki jih lahko spremljajo razvijalci aplikacij od doma, nekateri grejo celo tja in se učijo, kaj vse je Apple dal v operacijski sistem na novo, kaj je popravil, lahko zaprosijo za pomoč. Tako da res gre za tako zelo tehnološko usmerjeno konferenco, imajo pa seveda to prvo tiskovno konferenco na tej konferenci, na WWDC, ki je pa zelo podobna tistim jesenskim, kjer se predstavljajo novi produkti in vse ostalo, ki je pa mogoče malo bolj za širšo javnost, ker tudi predstavljajo novosti v operacijskih sistemih, ampak veliko reči tudi izpustijo, recimo slovenščine, nihče na odru ni omenjal, ne, tokrat to je zelo pod preprogo bilo nekako dano nam. Zakaj pa posebej ta konferenca zanimiva? Je pa zato, ker recimo, ko je ta jesenski event Apple in predstavljajo recimo iPhone, ponavadi kar nekaj podrobnosti o novih iPhonih, če te reči bolj podrobno spremljaš, veš, ker pridejo reči ven, ker te iPhone je treba ustvariti, pač zgraditi, napraviti, sestaviti in vse ostalo, in to počnejo različna podjetja in v tistih podjetjih dejansko kdo kakšnemu novinarju da kakšno informacijo, to potem pride do večjih medijev in se tako te reči nekako zvejo. Zdaj za WWDC, ker gre pa za operacijske sisteme, za programsko opremo in ker to večino počnejo ljudje, ki so zaposleni v Apple, najbrž delajo v Kaliforniji, pa še kje v ZDA, in ker Apple zelo skrbi za to, da stvari ne pridejo v javnost, pa dosti teh reči pač ne pride in vse je tako nekako novo, sveže, prav tam na tiskovni konferenci in dejansko malo bolj zabavno spremljati, ker jaz tiste, ko predstavljajo recimo iPhone, sem tako, ok, to sem vedel, mogoče kakšna reč sem pa tja preseneti, a ne. Tukaj bo vse nekako sveže in je dejansko bolj zabavno gledati. No. Jaz sem seveda celo konferenco pogledal, sem si vmes delal zapiske, tisto, kar se mi je zdelo najbolj pomembno, pa bi šel čez par reči, tako da boste tudi vi vedeli, s čemu se je Apple pohvalil oziroma kaj so delali zadnje leto in bo zdaj prišlo ven.
Začeli so z Apple TV+, to je ta njihov pretočnik, ki ima tudi slovenske podnapise, to jaz vedno rad omenim. So pokazali par novih filmov in serij. Tukaj sem se samo odločil, da bom omenil serijo Severance. Če je še niste gledali, moj bog, kako je to fajn serija, saj meni. Jo le pogledajte, zdaj bo prišla druga sezona in se res noro veselim, ker je res super serija. Nič ne bom povedal, mislim, da je najboljš kar začeti gledati, pa upati na najboljše, ampak res fajn serija. To je zelo na hitro. Potem je pa iOS, se pravi, to je najbrž operacijski sistem, ki v Apple dobi največ pozornosti, to je ta operacijski sistem, ki žene iPhone, ker je to njihov najbolj popularen in najbolj prodajan produkt. Tisto, kar je meni v oči skočilo, je nekaj, kar je vezano na prejšnje epizode tehnične podpore, je to, da bo zdaj v iOS-u Messages podpiral RCS, to je tisti novi SMS protokol, ki ni SMS in je malo boljši kot SMS, ki so ga seveda razvili operaterji. Zdaj ga bojo Messages podpirali. To še vedno pomeni, da iMessage bo ločena zadeva, bojo tisti modri mehurčki, to, kar sem v tisti epizodi govoril, to pa zeleni, ampak zdaj saj reči ne bodo šle po SMS-u, kar pomeni tudi, kakšna omejitev bo padla, ker SMS je res tako star protokol, da je grozno. Zelo so prenovili recimo Fotos aplikacijo na iOS-u, oziroma zdaj fotografije, najbrž se ji bo reklo končno uradno, saj jeseni. Take reči so vedno dobrodošle, ker telefone res največ ljudi večinoma uporablja kot fotoaparate, tako da vsak korak v to, da mogoče so slike bolj pregledno organizirane, da se stvari lažje najde, kjer so seveda začeli uporabljati tudi v narekovajih umetno inteligenco, bolj konkretno do tega še pridemo. Ampak ja, tako, karkoli delajo s Fotos aplikacijami, ali je to Google, ali je to Apple, je samo dobra reč. Potem naslednja stvar v iOS-u, ki je bila pa meni zelo zanimiva, je pa to, najbrž to prihaja tudi na Maca, da bo aplikacija Mail končno dobila neke zavihke, tako kot jih vsi poznamo v Gmailu, saj že mislim, da 10 let. Ampak ja, očitno so se pri Appleu končno zganili in tudi v tej smeri nekaj naredili, ker jaz prav zaradi tega res nisem uporabljal nikoli teh privzetih aplikacij, ne, tako na Androidu kot na iOS-u, kar nekako živim potem v Gmailu. Je pa to en tak primer, kjer recimo Apple sledi industriji, ne, ker je Google te reči razvil že, ne vem, pred 10 leti, se pravi, da imaš tisti nek primarni inbox, potem imaš pa promocije, pa družabna omrežja, da je poseben zavihak, ne. Zato to posebej omenjam, ker je neka reč, kjer Apple pa ni zdaj ta nek vodilni, ki si samo izmišlja stvari, ampak tudi oni nekako povzamejo dobre prakse od drugih. Potem je iPadOS, ki je dobil kalkulator, ker je pač iPad do zdaj ni imel uradnega kalkulatorja, kar smešno. So pa potem predstavili še neko reč, ki se ji reče Math Notes in zgleda pa zelo impresivno, kjer si ti v bistvu z tistim svinčnikom za iPad pisal enačbe in jih je pač iPad sproti reševal v tvoji pisavi in je res zgledalo zelo impresivno. Predvsem so potem še povedali, da so že spet v narekovajih umetno inteligenco uporabili, da iPad lahko popravlja tvojo pisavo v tvojo pisavo, če veste, kaj mislim. Se pravi, ti nekaj na hitro napišeš neke zapiske, recimo ne, na predavanju in potem ta umetna inteligenca vse te zapiske popravi v najlepšo različico tvoje pisave, ne zdaj v neke digitalne črke, ampak v tvojo pisavo, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, pa potem lahko kar brišeš, pa premikaš, se pravi tekst, ki je načeloma zgleda na roke napisan. Tako da, veste, taka uporaba umetne inteligence, še enkrat v narekovajih, je pa dokaj super. Potem macOS, se pravi vsi, ki imate Mac računalnike, se lahko veselite tega, da boste lahko, če imate iPhone upravljali na zaslonu od Maca, to zgleda tako, da se kar pojavi neko okno, ki je dejansko popolno zrcaljenje vašega telefona in potem lahko tam preko one drsne ploščice upravljaš z svojim telefonom. Koliko bo to uporabljal, bomo videli na dolgi rok. Tista stvar, ki je pa zelo super pomembna in se je že nekaj časa napovedovala, je pa to, da bo macOS končno dobil svojo ločeno aplikacijo, se pravi za gesla in vse ostalo. Se pravi, prihaja aplikacija Passwords, najbrž se ji bo reklo gesla v slovenskem vestniku in to bo najbrž prišlo seveda tudi potem na iOS, iPad in pa omenili so tudi neko Windows aplikacijo, se pravi, tukaj bo šlo pa za, ne, če imate Maca oziroma iPhone, mogoče za upravljalnik gesel, ki bo v narekovajih seveda brezplačen, ko kupiš Appleovo napravo in te moji kolegi, ki ta sistem že zdaj uporabljajo, ampak pravijo, da je super, no, da je varen in zanesljiv in vse ostalo, je pa do zdaj bil zakopan nekje v nastavitvah, zdaj ga bo pa Apple dejansko ločil v ločeno aplikacijo. No, tako da to je bilo pa zelo zanimivo, seveda bo podpiral tudi peskije, o katerih bom naredil epizodo, vsi, ki mi pišete, kdaj bo ta epizoda, pač bom naredil. Potem mogoče največja reč, ki se je zgodila na tej konferenci, je pa to, kar smo vsi pričakovali,
ker do zdaj vse tiskovne konference, ki sem jih pokrival do zdaj, so imele eno ključno besedo in to je bila AI oziroma umetna inteligenca. Apple je to seveda zelo na svoj način pobrendiral, je naredil blagovno znamko iz tega in preimenoval v Apple Intelligence, kar je tudi AI, kar se mi zdi kar zvita poteza, v pravici povedano. Par reči, ki jo uporabljajo, sem že omenil, recimo tisto v fotos, da je iskanje boljše, potem tudi pri slikah se bo dalo brisati objekte na sliki, to, kar recimo Android že kar nekaj časa pozna, če delaš neko skupinsko sliko, pa v zadnji pride nek človek in nočeš, da je v sliki, ga lahko odstraniš. Take reči. Seveda, Apple se je potem takoj hvalil zasebnostjo, kako točno naj bi ta Apple Intelligence deloval, da bo vedno pogledal, ali tisto, kar zahtevaš od telefona, potrebuje oblak, se pravi, da grejo neki podatki v oblak in takrat bodo šli v oblak samo tisti podatki, ki so nujno potrebni, da se bo ta reč razrešila, ki si jo prosil. Sicer se bo pa čim več dogajalo na sami napravi, se pravi na telefonu oziroma na Macu. Tisto, kar je tukaj treba vedeti, je to, da Apple zdaj že leta v svoje čipe, ker dela svoje procesorje, vgrajuje te NPU-je, se pravi Neural Processing Units, ki so namenjeni umetni inteligenci oziroma strojnemu učenju že kar nekaj let, tako da tudi če imaš malo starejši telefon, bo marsikaj znal preračunati in potem dati odgovore. Zdaj tisto, kar je mogoče še za omeniti, to ni neka nova Siri, to je ta pametni pomočnik, ki ga Appleove naprave že kar nekaj časa poznajo. Sprav Siri bo še vedno obstajala, ampak ja, bo pa uporabljala umetno inteligenco v narekovajih za upravljanje svojih nalog, kar je kar dobro, ker se mi zdi, da Siri je bila res najslabša od teh pametnih asistentov. Se mi zdi, da Google je bil daleč boljši, saj kar se mojih izkušenj tiče, tako da bo zanimivo spremljati, kako se bo zdaj Siri nekako boljše izpadla. Potem je bilo pa par takih reči, ki so tudi zdaj kar zapečene v operacijski sistem, ki jih zdaj poznamo preko ChatGPT in vsega, do ChatGPT še pridemo, ampak Apple je nekako dal teh nekaj kar klasičnih, zdaj že umetno inteligenčnih funkcionalnosti, recimo napišeš nek tekst in potem lahko neposredno v Macu reče, da spremeni mi ga v bolj prijazno različico, in bo pač ta model naredil neko različico, kjer si mogoče malo bolj pozitiven v pisanju. Potem preverjanje slovnice, v sporočilih se bo dalo generirati neke slikice, tisto moram reči, da je zelo tako žalostno izgledalo, tako kot vsa ta AI v 26 narekovajih umetnost, ampak očitno so to morali nekam dodati, da ne bojo na Wall Streetu rekli, da Apple zaostaja pri umetni inteligenci. Potem so dali pa še en primer, ki mogoče najbolj zaobjame tisto poanto, ki sem jaz zdaj že parkrat povedal v teh epizodah, da ko ChatGPT hoče nekaj početi za nas, moramo mi vse te podatke ročno vnesti. Sprav ChatGPT na našem telefonu nima dostopa do našega koledarja. In tukaj je pa Apple zdaj dal nek primer, ki je tak zelo korporativen, ampak vseeno šlo je za to, da dobil sem vabilo na nek sestanek, ampak jaz imam v koledarju tudi zaznamek, da ima moja hčerka predstavo v šoli. In potem ti vpraša Siri, ali jaz lahko grem na ta sestanek in še vedno pridem na hčerkino predstavo. In potem Siri pogleda tvoj mail, kjer si dobil vabilo na to predstavo, vidi lokacijo in čas in potem zračuna v Apple Mapsih, kakšen bo promet do tja in ob tisti uri, ali se boš lahko pripeljal od službe do šole, da boš prišel na predstavo in potem na podlagi tega odgovori, da lahko greš na sestanek. Recimo, to sem zelo posplošil, ampak take reči recimo praktično niso, so nemogoče, kot človek uporablja samo ChatGPT, s to razliko, da seveda, če ti ChatGPT-ju zdaj mogoče vse to noter napišeš, ampak potem mislim, da je to več dela, kot da če bi to sam počel. In tukaj pride že spet do tega, kar sem govoril, tako kot pri Googlu, recimo tudi pri Microsoftu in tega, česar OpenAI in vsa ta ostala podjetja nimajo pač teh nekih naših podatkov, ki so na naših telefonih, v naših koledarjih in te reči so ponovadi pri Apple, Googlu ali pa Microsoftu. In tukaj, če bo ta stvar kolikor toliko dobro delovala, bo to res že spet neka ta tehnologija nam pomaga. Jaz osebno sem kar skeptičen, ker tej LLM-ji oziroma še enkrat v narekovajih umetna inteligenca nekatere reči dejansko počne dobro, kdaj tudi ne in zdaj koliko zaupati, da bo znala en tak problem, ki je bil zdaj predstavljen, rešiti. Bomo videli, Apple je rekel, da se da, bomo videli vse jeseni. Pa omenite treba, da dejansko se je OpenAI dogovoril z Appleom, da se bo ChatGPT pojavljal tudi v Appleovih operacijskih sistemih, sicer kot nek dodaten korak, ko ne bomo zadovoljni Siri, saj tako sem jaz razumel, ampak to je kar velika reč, ker OpenAI, kot vemo, ima zelo
veliko investicijo strani Microsofta, se pravi po tisti poti dela, zdaj nekako se je spravil tudi v Appleove operacijske sisteme, so pa takoj tudi dodali, da bodo mogoče dodajali tudi druge, ne, te chatbote, ne, tako da mogoče si jaz to bolj predstavljam kot te iskalnike, ne, se pravi, lahko imaš na Appleovih napravah recimo Google iskalnik ali pa Bing oziroma DuckDuckGo, ne, boš enako morda lahko izbiral med ChatGPT-om, pa potem Geminijem ali pa chatbotom od Perplexity-ja in vse ostalo. No. Tako da zelo zanimivo, no, da so dejansko jih kar izpostavili na odru. Tako da bo še ta fronta odprta za boj, za kateri chatbot bo na operacijskih sistemov teh tehnoloških velikanov, oziroma pač pri Google bo to najbrž res samo Gemini. Na koncu pa še takole. Če imate Appleovo napravo in bi radi takoj slovenščino, si morate namestiti iOS 18 beta oziroma Mac, kaj Sequoia beta. Jaz to res ne priporočam, če imate samo en telefon ali pa en računalnik. Oznaka beta je tam z razlogom, to pomeni, da gre za neko nedokončano stvar, ki lahko kar slabo vpliva na vaš telefon, lahko tudi kakšne podatke kdaj izgubite, mogoče baterija ne bo toliko trajala. Jaz ne pravim, da se bo to nedvomno zgodilo, ampak tukaj gre za kar pogumen korak. Jaz mislim, da če smo recimo na slovenščino na Appleovih telefonih čakali zdaj, mislim, da koliko je to 17 let, mogoče do septembra se še splača malo potrpeti. Jaz res na edini telefon, ki ga imate, ne bi dajal beta verzije operacijskega sistema. Sploh ne teh takoj začetnih, mogoče tam sredi poletja se že to malo več splača, ker prihajajo vedno nove bete, ki stvari seveda tudi odpravljajo. Ampak res, tukaj gre za preizkušanje programske opreme in jaz se tega res ne bi šel. Jaz zdaj imam iPhone in si absolutno ne bom namestil bete, to sem tudi Mateju rekel, da je kar pogumen, pa je rekel, hotel sem videti, se neko verjamem, ampak veliko sreče, se tega reče. Na konec na hitro, 2 odziva sem si izbral na prejšnjo epizodo o e-bralnikih. Hvala za podcast o e-bralnikih, 2 kicaja je napisala Helena. Bom prebral še naslednji stavek njenega odziva, ker lepo zaobjame tisto, kar je tudi mene zmotilo. Končno je nekdo nekaj pametnega razložil in res bedno, da ni prišlo do uradnih oseb. Sicer je naša knjižnica na FB včeraj objavila, da Biblos ne dela več in da 17.6. prihaja Kobis Ela, ampak tu so se informacije končale. No, ta stavek, predvsem, da 17.6. prihaja Kobis Ela in potem naj se ljudje znajdejo. To je kar grozno, da je to edina komunikacija, ki večinoma pride. Ne pravim, da od vseh knjižnic, ampak dostikrat je bilo res tako. No. Tako da mi je všeč, da vam je bila epizoda všeč, pa Helena je še napisala, čisto na sveže imam Onyx Box C in sem zadovoljna, da se nisem odločila za kakega drugega. Ja, Helena, prav si se odločila, saj tako kot zdaj kaže. Potem pa še od Nine, živijo, klicaj, spoštujem, sem tehnična abraveznica, ampak e-knjige so res praktična zadeva. A mi znaš povedati tole, če bi se odločila za nakup e-bralnika, ki ga poganja Android, ali bi si lahko, na primer, izposojala knjigo preko Kobisa, naprimer poleti pa bi si želela imeti kratko aferico z Beletrina Digital in si za 1 mesec plačala naročnino za njihovo izposojo. Ja, jaz sem še potem pogledati na Beletrina Digital spletno stran, tam sta povezavi na Apple App Store in pa Google Play Store, kar pomeni, da če imaš bralnik z Googlovim Play Storom, namestiš tisto njihovo aplikacijo in bi moralo to delovati, je potem tam neko opozorilo zraven, kjer piše kmalu tudi na e-bralnikih. To pa po pravici povedano ne vem, kaj pomeni, ampak jaz si upam reči, da če imajo oni aplikacijo, ki dela preko Google Play Stora, se jo bo dalo najbrž namestiti tudi na bralnike, e-bralnike, ki imajo Android. To je to za danes, Anže, predolg si bil. Hvala za vse odzive, dajte še kakšno oceno v Apple Podcast oziroma Spotifyju, obrazec za vprašanja in odzive veste, kje je, pridite v Discord, nič nimam več za povedati. Nehaj, človek božji, neham. Hvala za pozornost. Čau.